Rekla je, da sta se poljubila na odru ali za zaveso na odru. Rekla je, da se je to zgodilo. Rekla je, da se je to zgodilo enkrat. Učitelj na šoli za učence s posebnimi potrebami sedi v zasliševalnici obtožen spolnih kaznivih dejanj, v katerih je vpleten eden od njegovih lastnih učencev. Obljubim ti, da se v šoli ni nič zgodilo. Prav. Zakaj bi ona to rekla, ne vem. Dobrodošli na Law and Crime. Sem Anjanette Levy. Ryan Cunningham je bil učitelj na šoli za učence s posebnimi potrebami, vendar se je to spremenilo. Februarja 2026 je policija v Montgomeryju v Ohiu, to je predmestje Cincinnatija, prejela prijavo, da je imel Cunningham pred leti neprimeren odnos z učenko. Bilo je 24. februarja, ko je Cunningham prostovoljno odšel na policijsko postajo, da bi odgovoril na nekaj vprašanj. Hvala, ker ste prišli. Cenim to. Ni problema. Prepričan sem, da je bilo prav, da cenite, da imamo vse. Vse je v redu. Ja, tako da lahko to opravimo. Ampak ja, torej najprej, kot sem ti povedal po telefonu, nisi tukaj zato, da bi te aretirali. Prav? Prav, nisi. Ni nobenih nalogov za aretacijo, lahko kadarkoli odideš skozi tista vrata. In lahko greš ven že zdaj. Ne bom te ustavil. Prav? Ja. Torej, ni nobene obtožbe proti tebi. To je v bistvu samo srečanje, kjer bomo samo razpravljali o stvareh. In potem bo šel svojo pot. Tudi če bi tukaj sedel in bi povedal, da si na poti sem prodal kilogram kokaina, danes ne boš aretiran. Nič, kar danes poveš, ne bo povzročilo, da bi bil aretiran, razen če ne gre za umor. Ne priznaj umora, medtem ko so oklenjena. Torej, razen tega. Skratka, do nas je prišla informacija, da se nekaj dogaja v zvezi s tabo. V redu. S tabo in nekaterimi učenci. In zdaj me bo očitno kasneje danes kontaktiral učenec, za katerega ne vem, kdo je. In ne vem, kaj ima, ampak nek učenec ali nekdanji učenec, predvidevam, bo danes stopil v stik z mano in mi prinesel kup stvari. Ne vem, kdo je ta oseba, samo povedali so mi, da prihaja. Morda bi moral počakati z intervjujem do kasneje, ampak hotel sem to opraviti čim prej. Ja, prav imaš. Na hitro, očitno, Skyward Academy. Kako dolgo že obstaja? Ne vem, preselil sem se sem pred 8 leti in že 8 let je v isti cerkveni stavbi. Vem, da je obstajala že preden sem prišel sem. Vedno smo mislili, da so tam majhni otroci. Ne, to so osnovnošolci in srednješolci. Imamo od 4. razreda do maturantov. Prav. In prej smo imeli še prehodni program, kjer so lahko ostali do 22. leta, ampak smo to ukinili. Prav, torej gre za otroke z učnimi težavami in podobno. Ja, avtizem, take stvari. Razumem, prav. In si tam že 8 let. Mislim, da je to moje 8. leto, ja, res. Takrat je bil Cunningham učitelj na šoli Skyward Academy, šoli za otroke s posebnimi potrebami. Poučeval je naravoslovje. V današnjem svetu, ko gre za poučevanje, ko sem bil jaz v šoli, ni bilo mobilnih telefonov, ni bilo družbenih omrežij. Ali uporabljate družbena omrežja in delite svojo telefonsko številko z učenci? Ne, ne deli, v redu. Torej, edini učenec, kateremu sem dal svojo številko, je bil Jay, ampak je odšel, diplomiral na drugi šoli in to je to. V redu, enkrat sem naredil to napako v svojem prvem letu. Dal sem svojo številko, imenovali so ga President John Dow, ampak to je bilo moje prvo leto. Nisem razumel, da niso imeli pravil, kjer bi me vsak dan klical prek FaceTima, zato sem ga na koncu blokiral. V redu, ampak ne, nobene informacije niso bile razkrite. Spremenil sem vse, svoje profile na družbenih omrežjih, odkar sem začel tukaj poučevati, sem jih nastavil na zasebno ali pa sem vse izbrisal, saj vedno sprašujejo, ali lahko dobijo mojo številko, ali lahko dobijo vse. Iskreno mislil sem, da učitelji zdaj to delijo. Ne, zato sem to pričakoval. Torej, to ni bilo kakšno trik vprašanje ali kaj podobnega. Ja, ne vem, sem mislil to. V redu, prav. Lahko ti povem, da je študentka, ki je včeraj prišla, očitno shranila prav vse iz vajinih pogovorov. Prav. Posnetki zaslona in vse. Prav. In nekaj od tega vključuje tvojo telefonsko številko. Prav, imela je, dala mi je tvojo telefonsko številko in rekla, ne vem, če je ta številka še vedno prava ali ne, ampak bila je z območjem 740 ali nekaj takega. In jaz, torej jaz, seveda kot detektiv, lahko preverimo določene stvari. Tako sem te preveril v sistemu in sem videl, da je telefonska številka še vedno ista. Ampak imela je tvojo telefonsko številko. Imela je posnetke zaslona sporočil med vama. Imela je posnetke zaslona Instagrama, posnetke zaslona Snapchata in podobne stvari. V redu, torej bom rekel, da je vsaj še en učenec imel tvoje stvari. V redu.
Zdaj, poleg nje, ali je še kakšna druga učenka, ki je zdaj imela tvoje stvari? Ne da bi vedela. No, kot tole berem in ti lahko povem kot moški moškemu. Ja. Ona se spogleduje s tabo. Glede na to, kar sem prebral, ja, prav, lahko ti povem in še nisem vsega prebral, ker mi je dala ogromno gradiva. In do te mere, da sem sprva delal posnetke zaslona tako, da sem s svojim telefonom slikal njen telefon, potem pa sem rekel, koliko jih sploh imamo, samo pošli mi jih po e-pošti. Prav, in to je zato, ker potem mi je pa vse skupaj naenkrat poslala. Mislim, da mi je v bistvu poslala celoten paket datotek. Ampak način, kako to berem, je zame tak, da se ona spogleduje s tabo. Prav, in ti v svojo obrambo praviš, da morava počakati do mature in take stvari. To godu.com, Poševnica, Law and Crime. Zdaj se zdi, da detektiv vzpostavlja odnos z Ryanom Canninghamom. Pogovor se nadaljuje. Tako je, mislim, da sva se pogovarjala, zdaj ko si to omenil, sva res govorila. Ampak in sta govorila na Instagramu in Snapchatu? Instagram že nekaj časa nimam. Mogoče na Instagramu, mogoče je samo videla, da si gledal njene zgodbe ali karkoli že, ne zgodbe, ampak da si gledal njene objave. In upoštevaj, to je bilo pred 3 ali 5 leti. Ja. Ne vem zakaj, ne vem kaj me je pripeljalo, da sem 23. februarja 2026 vstopil na policijsko postajo. Na to nimam odgovora, ker so to isti ljudje, ki so me spremljali do hiše moje varuške. Jaz pa sem rekel ne. Povej mi kaj več o tem. Pred letom dni so prišli in ko rečem oni, mislim tisti torek. Nek tip, njegov fant, ne vem, oseba. Predvideval bi, da bi vedel, ampak sledili so mi do varuške, nato pa smo šli naprej na policijsko postajo in tam vložili prijavo. In potem niso rekli ničesar takega, veš. So vas tudi tam prosili, da vložite prijavo? Ja, sprašujem se, če ga še imam, ker vem, da sem poskusil, še vedno imam številko gospoda, k kateremu sem prišel naslednje jutro. Ste zato prišli k nam? Ja, torej se je ta dogodek zgodil 9. aprila katerega leta? Lani. Ja, to je celotni spis. Če nimaš nič proti, vam si jo povedal. Lahko mi poveš? Ja. Ne vem, če... Ker sem poskušal poslati to tukajšnjemu policistu, ampak ni dovolilo tega prenosa ali karkoli že. Imaš kakšno idejo, zakaj so te spremljali? Ne. Kako si vedela, da so te spremljali? No, tip je prišel ven. Ko sem šel po svojega otroka, je tip izstopil iz avta in me soočil, rekoč, da želi to urediti kot moški ali nekaj takega. Ne, ampak ja. To sem prijavil in policija je rekla, da je stvar zaključena, nekaj takega. Ja, jih bom poklical. Je tukaj številka prijave? Mislim, da je. Obtožbe v tem primeru segajo v leto 2021 in to pride na dan v pogovoru z detektivom. Ste že kdaj slišali za grooming ali kaj podobnega? Slišal sem to besedo. V redu. No, grooming je v bistvu, ko odrasla oseba ali učitelj vzame mladoletnika in ga nekako, ne vem, usmerja proti morda spolni aktivnosti z njimi ali kaj podobnega. Kar je dobro za vas, je to, da je grooming postal kaznivo dejanje lani. Grooming ni zakon v, 2021 in 2023. Grooming ne obstaja. V redu, tako da ne verjamem, da je grooming v igri. V teh sporočilih je veliko stvari, za katere ne vem, ali predstavljajo kaznivo dejanje. Resnično ne vem. Ampak v teh sporočilih so stvari, za katere mislim in verjetno lahko to priznaš, da si morda prestopil mejo, ki je kot učitelj ne bi smel prestopiti. Stringem se. Torej v nekaterih teh sporočilih in natisnil sem jih nekaj, kot sem rekel, ona je vse shranila. In v teh sporočilih je veliko takih, kjer ji v bistvu rečeš, naj jih ne shranjuje. Ja. Rečeš ji naj ne, ker sem prepričan, da ti to lahko škodi v tvojem poklicu. Ja. Kaj s tem lažnim računom, s tem lažnim Snapchatom? In povedal mi je, Da, če bi želela govoriti, potem bi bil to najboljši način za to. si naredil lažnega. Ja. Ampak ja, tukaj je ena, kjer celo reče, da je sanjala o meni in podobne stvari. Kar spet pomeni, da govori ona. To počne ona. Ampak potem veš rečeš, da zdaj po maturi lahko dejansko piševa in govoriva brez skrbi. To mi je všeč. Takšne stvari. Govorita o poljubljanju na odru. Se spomniš tistega dogodka?
Ne, nikoli nisva tega počeli. Nisva smeli, veš, dijakom ni nikoli dovoljeno biti samim. No, enkrat ti omeniš, kako se že reče, to je nekako poimenovala. Zabavni petek, je to pravi izraz? Ja, vsak petek imamo zabavno družbo. Petek. Bilo je tako, hej, pojdi za zaveso in se pretvarjaj, da iščem družabno igro. Ja, tega se spomnim. Ja, v redu, kaj se je tam zgodilo? Ne, pravzaprav nič. V redu. No, ona pravi, da sta se poljubila in tukaj je nekaj, kar me tudi prepričuje, da se je to res zgodilo. Ne. Torej misliš, da je potem ni poljubil? Ne, v redu. Misliš, da si jo kdaj poljubil? Po koncu šolanja, ja. V redu. Ja, in potem, čeprav je po koncu šolanja, se odločiva, da bova poskusila, pa ne uspe zaradi življenjskih okoliščin. Kar ni uničujoče, ampak potem tudi tukaj mislim, da je spala s fantom. Se spomniš tistih dni? Mislim, da pride ena od njenih prijateljic in ti iz nekega razloga pove, ja, vem, da je imela fanta. Ne vem, kaj vse sta počela. V redu. No, v tvoji sporočivi si jo celo vprašal, ali si mislila name, ko sta to počela. To je vprašanje, ki si ga postavil. Se spomniš tega? Vprašanje, če sem jo vprašal, ali je mislila name. Ja, pravzaprav si rekla, da si mislila name, ne? In spet ne mislim, da je to kaznivo dejanje. Prebral sem, vem, ampak se tega ne spomnim. V redu. Torej, Ryan Cunningham prizna, da je najprej poljubil to študentko po maturi in drugič, da je imel z njo res neprimerne pogovore. Detektivka nakaže, da to ni kaznivo dejanje. Pogovor se nadaljuje. Rekla je, da sta se poljubila na odru ali pa za zaveso na odru. Rekla je, da se je to zgodilo. Rekla je, da se je to zgodilo enkrat. Me, v redu. In tudi rekla je, da ti je poslala nekaj bolj fotografij. Ali to res? Da. V redu. In rekla je, da si odgovoril tako, da si poslal slike. Ja, v redu. In ona je bila takrat stara 18 let. Je maturantka, ampak ima 18 let. Kar spet mislim, da obstaja luknja v zakonu, kjer ne najdem, da bi bilo kaznivo, če učitelj pošilja sporočila 18-letni dijakinji, ker je dijakinja zdaj polnoletna. In odnos med učiteljem in dijakom mora vključevati spolni stik in spolno vedenje. In še vedno nisem našel ničesar, kar bi reklo, da pošiljanje slik, neprimernih slik, vključuje to. To je nekakšna siva cona, področje, ki ga zakon sploh ne ureja. Tako da imaš tudi ti srečo zaradi tega. Zdaj, če ti ona pošilja slike, bi to očitno bila otroška pornografija, ker je stara 16-17 let, prav? Ampak to je bilo pred leti. Tistih slik še nimam jih. Zdaj pišem nalog za preiskavo njenega Snapchata. Njen Snapchat od leta 2021 do 2023 pripravljen sem. Koliko razumem, si tudi ti tja pošiljal slike njej. Je to res? Verjetno, če pogledam nazaj, ja. V redu, in to je bilo dolgo časa nazaj. Hej, ali bom, ko dobim te rezultate, videl slike tvojih genitalij? Je to tisto, kar bom tukaj videl? Verjetno, v redu. Zdaj, spet, to, da si to poslal, mi daje misel, da si jo verjetno enkrat poljubil za odrom. Obljubim ti, da se v šoli ni nič zgodilo. V redu, zakaj bi ona to rekla, ne vem. Ne vem, zakaj bi vse to omenjala po 5 letih, veš. To je povsem upravičena pripomba. Ne vem. V redu. Ali ste že kdaj imeli takšen odnos s katerim drugim študentom? Ne. V redu, imate kakšno idejo, kdo se mi je danes oglasil? Ne, resnično nimam pojma. V redu. Ker očitno, kot sem rekel, je rekla v redu in samo da veš, se bo oglasilo še eno dekle z veliko novimi informacijami, bla bla bla. Resnično nimam pojma. V redu, torej ni nikogar drugega. Ne. V redu, v čem je bilo to? Ne vem, to te je prizadelo. Samo naprej me je nadlegovala. Mislim, vem, da sem bil odrasel in vse to, ampak preprosto sem se zlomil. To je bil težek čas v tistem obdobju, veš, kot takrat, da je bilo to 2020, 2021 do 2022. Ja, to je bilo res težko obdobje v mojem življenju, ampak to še vedno ni izgovor za to, kar sem naredil. Ampak si poročen? Ja, si bil takrat poročen? Ne, v redu, ne, poroko sva prestavila. Imela sva svoje stvari, s katerimi sva se ukvarjala, kot naprimer z duševnim zdravjem moje žene, pa tudi z mojim duševnim zdravjem v tistem času. Poroko sva prestavila, potem pa se je vse sesulo. In še vedno sva skupaj in tako naprej, ampak ali ona ve za vse te stvari? Ne, vedela je recimo, da so me zasledovali. Vedela je, da je bil študent,
ki je ves čas poskušal to. Ampak to je to. Torej ne ve, kako si sodeloval. Ne? V redu. Ali šel to bi? Ne, bil sem odkrit z njo, rekel sem, da je to že nekaj časa problem, ker me je ves čas nadlegovala in nadlegovala. Zdaj, ampak ko bo šola prebrala stvari kot so, komaj čakam, da boš, ja, tega ne bodo vedeli, ampak nameravam jim povedati. V redu, mi boš povedal, kaj jo slika? Ja, jaz pa ona bova govorila potem. V redu. Zdaj smo izpustili zvok pri imenu žene Ryana Cunninghama. Ni potrebe, da jo izpostavljamo tukaj. Ampak veš, to je moral biti težek pogovor, ki ga je načrtoval z njo kasneje. Cunningham je rekel, da takrat še nista bila poročena, ampak zdi se, da sta bila skupaj. Smo moški, smo neumni. Samo rekel bom, da smo neumni. Ja, mi ne hudiča, star sem 48 let in sem veliko pametnejši. Ampak pravijo, da se moški možgani popolnoma razvijajo šele, ko je skoraj 30. Takrat še nisi bil niti 30, ja. Torej, ampak veš, tukaj je nekaj, kdo je Rocky, mimo grede? Moj pes, v redu, to sem mislil. Nisem mogel ugotoviti, ali je otrok ali pes, jaz sem stavil na psa. Ja, ampak veš, ona reče, da se želi razred na neki točki in ti rečeš, zakaj zdaj, ali nekaj taskega. Sta bila ti in tvoja zdajšnja žena takrat narazen, ali je šlo samo za slab čas? Bil je slab čas, razumem. Niti vedela nisem, da hodiva. Ja, mislim, ali lahko ne rečemo, da ni govorila z njo po maturi. In take stvari, ampak kar moram zdaj narediti je, da moram vse to spraviti skupaj. In kot sem rekel, ne vem, če je tukaj sploh kakšno kaznivo dejanje. Resnično ne vem, ker kot sem rekel, grooming ni postal kaznivo dejanje do leta 2025. Ampak to je grooming in to je nasilje, to ti lahko povem. Če bi to počel danes, bi bil aretiran. Ja. V redu, zato si to zapomni in ne nasedaj temu več. Ja. Ampak ne vem. In mislim, kot sem rekel, ne, mislim, da je pošiljanje takšne slike 18-letniku kaznivo dejanje, tudi če gre za odnos učitelj-dijak. Ne vem, če je to kaznivo dejanje. Si bil sploh in učitelj ali kaj? Ne. Ne, nisem bil. V redu, nikoli? Nikoli. Ona je bila v sivi ekipi, jaz sem v rdeči ekipi. Ali se še nikoli v življenju nista srečala? To je kot šola s 35 do 50 otroki. Tako da poznaš vsakega otroka? Ja. Razumem, v redu. Ampak ne vem, ali je to kaznivo dejanje. Zdaj imam občutek, da Melisa verjetno ne bo zadovoljna. Ja. Misliš, da boš obdržal službo skozi vse to? Verjetno ne, ne? Verjetno ne, mislim. Veš, o tem delu ne vem ničesar. Ryan Cunningham je zagotovo izgubil službo isti dan, ko je govoril z detektivom. Šola je izdala izjavo, v kateri je med drugim zapisano, da Skyward Academy daje prednost varnosti in dobremu počutju svojih učencev. Sprejemamo vse možne ukrepe za zaščito naših učencev. Skyward Academy je v celoti sodelovala s kazensko preiskavo in bo s tem nadaljevala tudi v prihodnje. V intervjuju se je detektivka vrnila k incidentu, o katerem sta govorili in ki je vključeval učenko na tistem odru. Kadarkoli pride do takšne obtožbe, jo moramo predstaviti tožilcu, ki na to odloči, ali kaznivo dejanje obstaja ali ne. Bom popolnoma iskren z vami glede vsega. Nikoli ne bo trenutka, ko boste pogledali v ogledalo in bo za vami policist, pa boste pomislili, da gre za vas. Ja, to se ne bo zgodilo. Jaz vas bom kontaktiral, poklical vas bom, vaša številka se ne bo spremenila, kaj ne? Obdržali boste isto številko. Mislim, razen če mislite, da bi jo morala spremeniti. Mislim, ali vas ona moti? Ni. V redu? Blokirali so mi. Vsakič, ne bi spremenil tega. Zato poskušam malo izboljšati svojo vožnjo. Ne, nisem. Hotel sem reči, če bi to spremenil, bi poklical sem in potem prav, spet. Ne morem razložiti, zakaj se to dogaja zdaj. Ne vem. Običajno, ko se kaj takega zgodi in je minilo že več let, je to, veste, moj starš, moj oče ali moj dedek. In ko sem bil star približno 7 let, se je to zgodilo. V 26 letih se mi to ni zgodilo, nikoli nisem imel tega. Pred 5 leti je to storil moj učitelj. Jaz tega še nikoli nisem imel. Tako da ja, ne vem, kaj je to povzročilo, ampak tukaj smo. Ja. Torej, kot sem rekel, ne vem, kaj me danes še čaka. Če bo kaj pomembnega, vam sporočim. Prav. Ampak moram tole napisati, bom predstavil. Še enkrat, če vidiš policijski avto v zvratnem ogledalu, ne misli, da jaz za to plačujem. Če se odločijo, da bodo proti meni sprožili postopek, bodo to naredili na tožilstvu. Če se odločijo, da je tukaj kaj, te bom poklical pa ti povedal, samo da veš. Rekli so, ja, želijo nadaljevati. Zdaj. To bom zagotovo naredil.
Iskreno ne vem, ne morem razmišljati, ker ne vem, katera kazenska obtožba bi ustrezala, saj še nisem našel. Če verjamejo, da sta se poljubila na odru, ne vem, ali to potem doseže to raven. Če verjamejo, ko sem rekel, ona pravi, da si dal svojo roko na njeno stegno. Prav, ona pravi, da se je to zgodilo za mizo. Mislim, da ne. V moji glavi, kako je lahko poljub zakonit, roka na stegnu pa morda ne. Ja. Torej, zame roka na stegnu ne vidim tega nujno kot nekaj, kar vodi kamorkoli. Ampak ni se zgodilo, zato sem zmedena, kot da bi se moralo zgoditi. Poljub se ni zgodil, ne vem. Ne ti najdem tisto glede odra tukaj. Torej, govori o tem in to vem. Govori o poljubljanju. Ja. Nekaj je glede odra in ona je omenila oder, preden sem videl sporočilo. Zakaj se pa zveza ni zgodila po maturi? Sam rekel sem, da sem doboljšen. Kot? Veš kot. Mislim, plakaj čez tukaj, bil sem v sadem obdobju. Let's get the word in front of now. Mislim, tlek je ena, kjer si... Govoriš o tem, da bi spal z njo, ampak nikoli nisi spal z njo. Kljub temu tudi ona to pravi. Če bi si hotela izmisliti laž, da bi te uničila, bi verjetno prišla in rekla, da so spala skupaj. Ja. Mislim, to bi rekla. Rekla je, da tega nikoli nista storila, kar me je iskreno presenetilo, glede na vse ostalo, kar mi je povedala. Iskreno sem mislil, da bo rekla, da so spala skupaj, pa ni. Ne vidim ničesar, zakaj sem mislil, da si mi povedala. Tudi ne vidim dela, kjer govori o tvojem psu in podobnih stvarih. Ne? Torej, kot sem rekel, ni izkopilo vsega, kar sem ravno kaj. Želim imeti sliko. Imaš kakšno vprašanje za... Zane. Kot si rekel, ne veš, naprimer, če me aretirajo ali kaj podobnega, ker moja žena dela od 7 do 6 in potem seveda Domov prideš ob 7, ampak tudi ona, recimo, dela na levi strani in potem ima še svojega otroka. to je aretacija in kaj takega. In potem še denarna kazen. No, govorimo o mesecih, naj gre vse k vragu, kar žal pomeni, da ti bo to v glavi več mesecev. Ampak to ne bi bilo nič, kar bi se zgodilo danes, jutri, naslednji teden. Da. Pravosodni sistem deluje počasi. Ampak kar bi bilo, je to, da jaz to napišem, potem se predstavi in še vedno moram počakati, da pridejo nekateri podatki iz Snapchata. Snapchat potrebuje verjetno 2-3 tedne. Minilo je nekaj tednov in tožilci so se odločili glede Ryana Cunninghama. Velika porota ga je obtožila 3 kaznivih dejanj: spolnega napada, posredovanja obscenega gradiva, ki vključuje mladoletnika, in širjenja vsebin škodljivih za mladoletnike. Policija ga je aretirala in odpeljala v zapor. Vidite lahko, kako ga pravosodni policist preiskuje ob steni. Ryan Cunningham se je glede vseh obtožb izrekel za nedolžnega. Plačal je varščino v višini $10,000, je pod elektronskim nadzorom in mu je dovoljeno zapustiti dom v času službe. Zdaj pa prisluhnite temu. To je verjetno del tega, zaradi česar je bil obtožen. Kot sem rekel, moram preveriti, ali je pošiljanje 18-letnemu študentu kaznivo dejanje. Še vedno nisem ugotovil, da bi bilo. Moram preveriti, ali je polaganje roke na stegno kaznivo dejanje. Poljubljanje na odru. In mimogrede, tukaj je, kar sem videl, to je ena izmed stvari. Tukaj je več stvari. To si ti, ki govoriš. Mislim, da so oba nenehno mislila drug na drugega. Imam prav. In nenehno mislila na oder. Ali pa sem to samo jaz. Ampak, ko sem rekel že prej, mislim, da bova po maturi imela priložnost to izkusiti. Ne, da bi naj jo bilo strah, da naj jo kdo zaloti. Poljubljanje namreč. Ja. Mislim, to zveni, da sta se poljubila na odru. Samo povem ti. Ne, ja. Mislim, načrt je bil, da bi se poljubila, ampak se nisva nikoli. Verjetno. No, ona pravi, da sta. Prav, to ti bom povedal. Prav. Ona tudi, kot sem rekel, pravi, da si se je dotaknil stegna.
Ryan Cunningham bo konec junija spet na sodišču in obvestili vas bomo, kaj se bo zgodilo. In to je vse za to epizodo Law and Crime. Sem Anja Net Levi, najlepša hvala, da ste bili z mano. Se vidimo tukaj naslednjič.